Lepo pozdravljeni na današnjem dogodku iz zakladnice kitajskih mitov, ki ga prav lepo pospremlja še čisto sveža knjiga Kitajski miti in legende. Danes se bomo torej pogovarjali predvsem o kitajskih mitih in legendah. Z mano so dr. Nataša Vampel-Suhodolnik, profesorica na oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je tudi strokovno pregledala knjigo in prispevala eno od spremnih besed. Dr. Tina Ilgo, ena od 4 zapisovalk, ki ste zbrale, raziskale in na novo upovedale kitajske mite in legende, ki jih beremo v tej knjigi, in tudi avtorica druge spremne besede, in pa 2 od 8 ilustratorjev, ki ste mojstrsko pospremili zgodbe v svet, vsak s svojim pristopom in svojo ilustracijo. Z mano sta Hui-Chin Wang, ilustratorka, slikarka, kaligrafinja kitajskih korenin, in pa Jaka Vukotić, slikar, ilustrator, stripar, ki je tudi pač svoje strani pospremil interpretacijo telih mitov. Pa bi začela kar z vami, Nataša. Namreč v evropskem prostoru verjetno najbolj poznamo grške, starogrške mite in legende, ampak ti so nastajali, se širili in tudi vstopali v literaturo in filozofijo precej drugače kot pa kitajski miti in legende. Kakšni so bili tukaj začetki, širjenje, zapisovanje in tako naprej? Ja. Hvala lepa in lep pozdrav želim vsem skupaj. Tako je, v bistvu je kar precej različno, predvsem z tega vidika, da miti oziroma kitajski mitologiji sledimo zgolj preko posameznih odlomkov, bolj fragmentarno, ki so bili zapisani v različnih zgodovinskih, filozofskih, literarnih, kozmoloških tekstih, pa še ti zapisi niso povsem enotni, tako da vidimo nešteto različnih verzij razumevanja sveta, pa potem čudežnih spočetij, kulturnih junakov in drugih nenavadnih bitij. Ko smo že omenili grško mitologijo, lahko rečemo, da recimo kitajski svet ni poznal Homerja ali pa Ovida, ki bi vse te fragmente, ki so bili zajeti v različnih virih, združil, elegantno prepesnil, mogoče malo predelal in ponovno zapisal v neki literarni obliki. Namreč takratni kitajski izobraženi eliti, učenjakom, uradnikom se ni zdelo omembe vredno, da bi jih vključevali v svoje razlage sveta, ki so bile seveda tesno prepletene z politično teorijo, z razlago cesarjeve suverenosti, z ideološko podlago, tako da so večinoma bolj izbirali tiste, ki so jim ustrezali, moralno ustrezali, ali pa so nekatere malo predelali, da so ustrezali njihovim moralnim načelom. Vseeno sicer dobimo posamezne tekste, ki mogoče malo bolj celovito prikažejo to vsebino. Je pa zanimivo, da v teh tekstih pravzaprav na istem mestu dobimo različne verzije, hkrati pa je zanimivo, kako lahko beremo na isti strani povsem astronomske, zelo jasne, natančne razlage gibanja nebesnih podob, recimo gibanja Jupitra, in potem v isti sapi govorijo o mitološkem potovanju Sonca po nebu. Tako da je seveda na drugačen način predstavljena in te kolegice, ki so pisale, ki so pripravljale to knjigo, so imele kar velik izziv je bil, kar bodo tudi same povedale, kako zdaj slediti in da bo še vedno primerno, da bo verodostojno in da bo še vedno zajelo to tradicijo. Hvala. Potem bi pa najprej kar nadaljevala s vami, Tina. Kot je že omenila Nataša, zelo težka naloga je bila pred vami, tudi kar se tiče samega zbiranja, upovedovanja za sodobnega bralca in tako naprej. Kako ste se je pa lotile? Ja, prav lep pozdrav vsem skupaj, tudi z moje strani. Zdaj, res je, na začetku smo mislili, da bo vse skupaj precej bolj enostavno, sicer smo pa mi vse 4 avtorice knjige Kitajski miti in legende sinologinje, tako da imamo neko določeno podlago z področja kitajske literature, filozofije, zgodovine in tudi kitajskega jezika. Hkrati pa že vrsto let tudi poučujemo v sklopu Konfucijevih učilnic v osnovnih in srednjih šolah. In ko smo otrokom predstavljali kitajsko kulturo, smo zelo velikokrat vključevali tudi kitajske mite in legende. Tako da smo veliko večino teh mitov in legend že poznali, nekaterih še ne, ampak tudi tiste, ki smo jih poznali, smo morali ponovno raziskati.
Najprej smo zbrale in poiskale in potem tudi proučile različne zbirke, pa tudi samostojne izdaje kitajskih mitov in legend, in sicer tako v kitajskem kot tudi angleškem in slovenskem jeziku. Potem smo se lotile najzgodnejših kitajskih virov, pisnih virov, kot je na primer klasiki Gora in Mori. Potem na koncu smo pa prebrali še kar nekaj znanstvenih in strokovnih monografij in člankov na to temo. In po vsem tem raziskovanju smo na koncu naredili neki zbor mitov in legend, ki smo se odločili, da jih bomo vključili v zbirko. Vendar to seveda še ni bil konec, ker po tem vprašanju izbora posameznih mitov so se pa pojavila številna druga vprašanja. Se pravi, naprimer, koliko zgodb naj vključimo, kako dolge naj bodo te zgodbe, kako naj jih na novo upovemo, da bodo zanimive za širšo ciljno publiko. Kako naj si miti in legende medsebojno sledijo, naprimer, se pravi sosledje teh mitov in seveda še mnoga druga vprašanja. Ko smo vse to razrešile, smo pa se lotile ponovnega branja mitov in legend, ki smo jih zbrale in na koncu izbrale tiste, ki so se nam zdeli najbolj avtentični in tudi najbolj zanimivi ter jih na novo upovedale. Skratka, če povzamem, lahko kar povem tisto, kar sem že zapisala tudi v spremni besedi. Podale smo se na literarno popotovanje, ki je od nas terjalo mnogo več, kot smo pričakovali, ampak nas je obogatilo veliko bolj, kot smo si mislili, da nas bo. Hvala. Hui Chin, že Tina se je na nek način nanašala na sodobnega bralca in spremljevalca mitov. Mene pa zanima mogoče iz nekako drugačne strani, kako pa je v sodobni kitajski življenje še povezano s kitajskimi miti in legendami, s temi starodavnimi miti? Ja, danes še velika kitajska tradicija praznika, recimo novo leto, luni praznik in povedana tega kitajske legendne zgodbe in zelo popularno. In tudi kitajski politik Mao Zedong je v 1957 leta govorila, tale stari dedek prestavi gor. Hoče cel kitajski ljudi tako trdo dela, lahko svojo usodo lahko spremenja preko svoje delo. In še drugi, recimo, jaz narisala tisti 8 dni smrtnik na morje in tudi pomeni, da vsak lahko pokaže svoje znanja, lahko sodelovanja in to je ljudi zelo popularno, to še danes vse vejo, pa še posebej tako staro zgodbe, mit kitajski preko slikovita, recimo kitajsko novo leto, slike širi na ta način ohranila generacije še danes. Jaka, kako si pa ti kot sodobni bralec in ilustrator se srečeval s temi kitajskimi miti in legendami? Ja, za mene je bilo pa vse dokaj novo, sem gledal malo outsider. Predvsem, kar se tiče Kitajske, sem bil, ne vem, 10 let nazaj tam, tako da to je bilo edino. Mitologije pa praktično nisem poznal čist nič, tako da je bil to en tak prvi skok v nek tak ogromen ocean, kakor sem pa malo kasneje videl, kaj veliko, to nisem vedel, kaj ste od Homerja omenili, ampak sem skozi iskal neke take povezave, kako je to z Zahodom, pa se mi zdela predvsem taka, vsaj tiste, ki sem jaz ilustriral, da so take res megalomanske zgodbe, se podobno, kot so bili Grki, Perzijci pa to, neke te bitke med dobrim in zlim, tem rumenim cesarjem. Tako da ja, mi je bilo res zanimivo sodelovanje, precej drugačno, kakor pa ponavadno. Nataša, kaj pa sodobni raziskovalci, naprimer kitajske zgodovine, kulture, jezika, koliko pa se oni oziroma koliko se pa vi vračate
tem starodavnim mitom in legendam, koliko iščete znanje, informacije tudi v mitih in legendah? Ja, seveda so, ker v bistvu lahko rečem, da prav zaradi tega, ker ni bilo Homerija, ker so bili tako fragmentarno ohranjeni, pa ni bilo potem kasneje predelano, nam ti odlomki iz teh zgodnjih tekstov pokaže bolj pristen pogled v razumevanje Kitajske, tudi razumevanje različnih naravnih pojavov, pa družbenih procesov, tudi do pojava kitajske civilizacije. In preko teh mitov lahko tudi na nek način razumemo, kako, ker se navezujejo na tisto izročilo teh zgodnjih obdobij, razumemo, kako so razumeli tisti svet. Se pravi, mi že iz tega vidimo tudi to, kako jih delijo, torej na mite, ki govorijo o stvarstvu kozmosa, stvarstvu človeka, pa potem na mite, te kulturne junake, ki seveda popeljajo ljudi iz dobe nevednosti v svet civilizacijskih dosežkov, tukaj predvsem govora o izumu ognja, poljedelstva, medicine. To so vse osebe, ki so opazovale nebo, ki so opazovale zemljo, opazovale živali, rastline in potem to prenesli v svet ljudi. Potem pa že so izvorni miti o izvoru rodu in prvih kitajskih dinastij. In če pogledamo ta razvoj, ki nam je zelo preko mitov, vidimo, kako se to nanaša na to še izročilo in paleolitika in neolitika, se pravi, še ko so ljudje se selili kot lovci nabiralci, potem ko so začeli se že stalno naseljevati po seveda teh večjih podnebnih spremembah in potem kako so se iz tega razvile bolj kompleksne družbene tvorbe. In tukaj vidimo potem to skupino 8 glavnih junakov, kjer tudi vidimo, najprej imajo še zelo božanske značilnosti, so že napol hibridna bitja, imajo kačje telo, človeško glavo, zgornji del pa spodnji del kačji trup. In vidimo, da jim tukaj je jim pripisano stvarstvo človeka, stvarstvo kozmosa, potem izum ognja, zdravilstva. Potem pa druga skupina so pa že malo bolj človeški, imajo človeški razpon življenja, pa še vedno neke nadnaravne lastnosti in vidimo te povezave. Tako da sigurno v teh mitih je pomembno, predvsem kar bi še rada, če še lahko malo govorim, pa bom takoj predala mikrofon naprej, omenila je to zanimivo, kako lahko iz mitov pravzaprav vidimo, do kakšne mere so razumeli tudi določene naravne pojave pa astronomsko dejstva. In mi je bila meni osebno zelo zanimiva ta razlaga nagnjena zemeljske osi, ki jo pojasnijo s to kozmično bitko dveh božanstev, ki sta tej v vroči vihri za nebeški prostor se borila in potem sta treščila v severozahodni steber, torej v goro, ki je stala na severozahodu, in to je povzročilo nagnjena neba. In seveda to je zelo ta mitološko razlaga tega nagnjena zemeljske osi in seveda tem poševnosti ekliptike v odnosu do nebesnega ekvatorja. In s tem so potem tudi pojasnili naravno geografsko dejstvo, da vse reke na Kitajskem tečejo iz zahoda proti vzhodu in da se tudi izlivajo malo bolj proti jugovzhodu v tem smislu. Ali pa recimo, samo še to pa res končam, temu je potem sledila ta velika huda poplava, kozmične katastrofalne poplave, in potem spet nastopijo božanstva, ki to uredijo, ampak če pogledamo tudi v grški tradiciji so miti o poplavah, krščanska tradicija je polna, tako da marsikdo si misli, miti so tako precej neresnični, nekaj izmišljenega, ampak v mitih je marsikaj, je veliko resnice tudi noter, ker se na nek način navezujejo na, v ozadju so pač posamezni naravni pojavi, ki si jih takrat še niso znali pojasniti, in če te poplave, ki jih imamo v vseh različnih civilizacijah, te mite malo povežemo, se zdaj ugotavlja, da najverjetneje se navezujejo na takrat še torej tista daljna izročila, ko so se začeli, ko se je seveda podnebje segrevalo, ledeniki so se topili, takrat se je morje dvignilo za kar 200 metrov in seveda je bilo ogromno dežja, poplav in tako naprej. Tako da nam veliko povejo o teh zgodnjih obdobjih. Tako da hvala lepa. Ja, vidimo, da miti res predstavljajo eno ogromno in izjemno zakladnico za raziskovalce. Jaz bi se pa obrnila zdaj eni mogoče na prvi pogled diametralno drugačni publiki, kateri pa znova kitajski miti se mi zdi predstavljajo eno zanimivo zakladnico. Namreč, Tina, vi ste vse 4 zapisovalke, vodite tudi interesne dejavnosti spoznavanja kitajskega jezika in kulture v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah.
In gotovo so se mladi učenci srečevali tudi s temi miti, ki so zajeti v tej zgodbi, bodi si ste jim jih pripovedovali ali pa mogoče, ko je knjiga že nastajala, tudi kakšno zgodbo prebrali. Kako pa mladi poslušalci in bralci dojemajo kitajske mite in legende, kaj jim prinašajo ali pa odpirajo? Ja, po mojih izkušnjah otroci obožujejo zgodbe, vsi otroci, in se iz zgodb tudi marsičesa naučijo. Jaz sem velik zagovornik in pristaš tega, da otrokom začnemo brati že zelo zgodaj, lahko tudi že v času nosečnosti, beremo kakšno knjigo na glas. Zdaj, kar se tiče poučevanja in spoznanja kitajske kulture, v 10 letih, odkar delam znotraj Konfucijeve učilnice Ljubljana in poučujem kitajščino po različnih vrtcih in osnovnih šolah, včasih tudi srednjih šolah, smo z otroki ustvarili ogromno likovnih razstav, potem tudi lutkovnih predstav in gledaliških iger na temo kitajskih mitov in legend. Recimo leta 2017 smo imeli eno uprizoritev mita, ki je tudi zapisan v tej knjigi, in sicer o Lokostrelec Ji in 10 sonc, in smo uprizorili to kot gledališko igro v Kinu Šiška. Takrat je bila ena velika prireditev v Kinu Šiška, ki je bila v bistvu povezana s Konfucijevo učilnico Ljubljana in Konfucijevim inštitutom Ljubljana. Tako da ja, z otroki ogromno delamo na tem, predvsem kar se tiče spoznanja kitajske kulture. Zdaj pred 2 leti pa lahko povem, da smo na osnovni šoli Trnovo začeli tudi s projektom Kitajska kultura skozi pravljice ob finančni podpori Konfucijevega inštituta, in na tem mestu bi se rada res lepo zahvalila direktorici Konfucijevega inštituta, magistrici Danijeli Volč, hvala Danijela, in pa tudi projektni vodja magistrici Dari Saksida Bogataj za vso podporo in pomoč. Ta projekt se meni zdi izjemno vznemirljiv, tudi letos ga imamo in med nami je tudi ena učenka, Bela je ime, ki tamle sedi in ki letos tudi sodeluje pri tem projektu. In verjamem, da nam bo tudi letos tako lepo uspelo, kot nam je vsako leto. V glavnem v okviru tega projekta so otroci ustvarili svojo lastno slikanico, ki so jo, do zdaj sta nastali 2 slikanici, ki so jo tudi, prvo so ilustrirali, drugo so pa ilustrirali in tudi zapisali. Predvsem pri tem projektu gre predvsem za to, da otroke skušamo naučiti, kako en projekt speljati od začetka do konca, kako se prebiti tudi skozi tiste najtežje izzive, in na koncu se veseliti ob skupnem uspehu. Zdaj, jaz imam to eno knjigico, ki smo jo skupaj ustvarili tudi s seboj. Pri tem projektu je sodelovala tudi razredna učiteljica tega 4. razreda. To knjigo so ustvarili učenci 4. razreda, in sicer magistrica Sonja Stepančič. Tako da si lahko potem to knjigico tudi pogledate. No, na ta način otroci vidijo kitajske mite in legende. Pošast njen je tudi zgodba, ki je vključena v to knjigo, ampak to zgodbo so napisali oni in v celoti ilustrirali oni. In jaz sem res ponosna na njih, res ponosna, tako da to si lahko potem pogledate, in sem vesela, da imam možnost na tak način ustvarjati z otroki. Hvala. Jaka, pošast njen je tvoj lik, ne, v kitajskih mitih in legendah. Kako pa je kaj drugačen od tele pošasti? Se mogoče celo malo podoben. A ne? Ja. Tako da lahko pa potem tudi učenci pobrskate v knjigi pa pogledate, kako si je pa to isto pošast predstavljal Jaka. Ja, se tudi ene druge upodobitve sem gledal. Mislim, malo so si različne, ampak kakšne stične točke so pa bile. Ja. Drugače bi pa kar še malo ostala pri tebi, Tina. Kaj pa so bili največji izzivi, s katerimi ste se srečevali, ko ste zapisovali tele mite? Ja, zdaj, tako kot je že Nataša prej omenila, kitajski miti in legende so se skozi bogato in dolgo kitajsko zgodovino zelo spreminjali in se tudi preoblikovali, pa naj bo to zaradi različnega načina pripovedovanja ali pa interpretacij pripovedovalcev teh mitov in legend ali pa zapisovalcev, pa tudi zaradi menjave oblasti, pri čemer je šlo predvsem za to, da so prilagajali te kitajske mite in legende tedanji družbeni in politični stvarnosti, ali pa za vpliv
religiozno-filozofskih sistemov, kot so konfucianizem, daoizem in budizem, na kitajske mite in legende. Tako da lahko rečem, da najtežja stvar oziroma največji izziv je bil predvsem to, kako iz te bogate zbirke kitajskih mitov in legend izluščiti tiste, ki so se nam zdeli najbolj pristni, avtentični in hkrati najbolj zanimivi za sodobno bralstvo. To je bil največji izziv. Drugi največji izziv je bil, kako zdaj te mite upovedati na način, da bodo zanimivi za širšo ciljno publiko, se pravi tako za otroke kot tudi za odrasle. Se pravi, niso smeli biti preveč zakomplicirani, ker če ne, sicer jih otroci ne bi razumeli, morali so pa vseeno vsebovati določene namige, ki jih je prej tudi omenjala Nataša, zato da bi pa mogoče odrasli bralci v tem našli nekaj zanimivega. Tretji izziv je bil pa skoraj zagotovo, kako zapisati te mite na način, da ne bo takoj na prvi pogled očitno, da je to delo 4 avtoric, ampak da bo ta knjiga nekako zaključena celota, ampak da bo hkrati vseeno vsaka zgodba, vsake posamezne avtorice nosila tudi naš pečat. Tako da jaz bi rekla, da to troje je bilo najtežje. Hui Chin in Jaka, vidva sta se pa kot ilustratorja pa verjetno s precej drugačnimi izzivi soočala. Ja. In ta zgodbe, tale kitajske mite in legenda je že več par tisoč let nazaj, ampak veliko časa spremembe, kot ni isto kot včasih, tudi vsaka dinastija in razlaga svojega pomeni. Ampak jaz hočem tukaj govoriti, da tudi danes tehnologiji tako razvoje, tudi poznan tega preteklosti drugačen. Pri ilustracija knjige, jaz sem zelo uživa tega izziva, ker je to zgodbe, jaz od majhna jih že poznam. Ampak kako lahko za danes kitajski zavedati skupaj? To recimo tale 8 nesmrtnik, ne? Sem povedala kitajski novinar, sem povedala, takrat bo narisala tega 8 smrtnik. Tukaj, ne? Ta knjiga. To, a ne? Kitajski zgodovina, vse piše, skoraj vse poznajo ta zgodbe, ljudi samo smeji, vesel. Ampak jaz sem narisala bolj resni, ker je danes svet ni isto kot prej, okolje so slabše, se zdi za tak 8 nesmrtnik rešuje ta problem, tudi ni lahko. Zato sem narisala za moje mnenje in boji vsak misli svojega poti. In to je drugačen kot stalo časa tega slikarstva. In tukaj jaz nisem samo narisala kitajski slikarstvo, ker sem končala akademijo na Kitajskem. Sem tudi tukaj 2 specialko v Evropi, kako združila kitajski stare zgodbe v danes. Sem porabila več barva in tudi porabila računalnik, Photoshop, da slike bolj živahni, hkrati zelo kitajske, ampak in drugačen napredek. Tudi se zdi vse tale kitajski legenda ali kitajski mit lahko za časa napredek, razvoje, vsak razumen drugačen posamezni. Zdaj, v knjigo je vključenih 8 ilustratorjev, ki ste vstopili res vsak iz druge perspektive in se tudi drugače lotevali interpretacije. Nastala je knjiga, ki je po eni strani zelo enotna po teh pristopanjih do pravzaprav teh kompleksnosti pristopanja k kitajskim mitom in tako naprej, ampak po drugi strani pa zelo raznolika tudi zaradi vaših različnih izkušenj in srečevanj. Se mi zdi, da so bili verjetno izzivi, s katerimi si se srečeval ti pri ilustriranju, precej drugačni kot pa izzivi, naprimer, s katerimi si srečevala Hui Chin. Ja, jaz nisem kot prvo nobene teh zgodb prej poznal. Kar sem hotel nekako od začetka je, da bi nekako saj probal se čist bežno samo dotakniti
te nekega kitajskega stila, ampak tako čist za pikico. Drugače sem pa probal nekako pač na svoj način to narediti. Mogoče najbolj zanimiva mi je bila ta je glih to, ko se pač stvarjenje vesolja, mislim, stvarstva univerzuma, ne, kako je v bistvu na začetku bil ta pangu v jajcu, ne, ujet in potem, čakaj se, tole lahko, pač tako nekako stisnen noter, ne, in potem, ko dobi neko to moč, da se razpoči, postane nek steber med nebom in zemljo in skozi bolj, medtem ko raste, poriva nebo stran, pa se mi zdi, da je tukaj noter neka podobnost z velikim pokom, a ne, kakor da pač na začetku je bilo vse skupaj, ja, pa tudi elementi so bili skupaj in on probal, ne vem, elemente neba in zemlje pol skozi bolj stran, da se niso več mešali med sabo, a ne, podobno kot pri fiski. Ja, in pol na koncu, kar mi je bilo pa najbolj zanimivo, ki je pa recimo bolj v tej ilustraciji mogoče vidno, je pa to, da ko se uleže in umre in kako iz njegovega telesa postane ta pokrajina. To mi je bilo ena najlepših zgodb, no. Vsaj vseh, ki sem jih prebral, se nisem vseh še. No. To bo zdaj še čas. Jaka nas je zdaj že popeljal k eni zgodbi, pa bi vas še ostale prosila, če bi mogoče izpostavili eno zgodbo, ki vas je mogoče najbolj nagovorila ali pa se vam je zdela najlepša ali pa se vam zdi mogoče, da najbolj nagovarja sodobni čas. Pa gremo mogoče kar po vrsti od Jaka naprej. Nataša. Hvala. Ja, meni v bistvu ne kot zgodba, ampak kot sam lik v tej celotni mitologiji, legendah me še vedno, bo rekla, se mi zdi še vedno zelo skrivnostna, pa zelo mi vzburja domišljijo. Čeprav sem se z njo kar precej ukvarjala, to je Mati Zahodnega kraljestva. Zdaj vsak, ki bo vzel knjigo in začel brati te zgodbe, bo zelo hitro ugotovil, da je nesmrtnost tista ideja, ki prežema številne te mite, kar je seveda prišlo tudi s širitvijo daoistične religije in te težnje po podaljševanju življenja. In okrog tega se je razvila ta ideja, ta kult Matere Zahodnega kraljestva. In kar je meni zelo zanimivo oziroma me navdušuje, je ta njena transformacija iz ene na pol živalske podobe s panterjevim repom, tigrovimi zobmi, ki je nadzirala kužne bolezni, smrt, bila zelo stroga, kaznovala, se je potem transformirala v boginjo življenja, sprav iz neke take bolj neusmiljene, krute boginje je postala boginja življenja, ki je zapeljevala cesarja, podeljevala večji napoj življenja. In okrog nje so se potem ustvarile številne ostale zgodbe, tudi ta kult nesmrtnikov, 8 nesmrtnikov, o katerih je govorila Huičin, je tisti, torej ta ideja je bila tako močna, da če samo pogledamo, da ko so prvič zapisovali te ideje v 1. stoletju pred našim štetjem, so govorili in so opisali 70 teh nesmrtnikov, do 14. stoletja jih je bilo pa že kar 700. In ta njena zgodba je neverjetna tudi z tega vidika, kako prebiva na žadasti gori, se prehranjuje z žadom, potem izdeluje ta večji napoj življenja, ga podarja okrog, zraven nje biva zajec, ki nabira zelišča in možnarji drobi in kuha ta zvarek, in pa seveda še krastača, ker je pa tudi povezano z eno zelo lepo zgodbo, ki je ravno tako zapisana v tej knjigi in bo mogoče Tina še več povedala. Tako da, hvala. Se strinjam z Natašo, da je Xi Wangmu oziroma Mati Zahodnega kraljestva zelo zanimiva. Zdaj, če mene vprašate, jaz bi si zelo težko izbrala en mit ali pa eno legendo, zato ker se mi vsi zdijo zanimivi in me vsak po svoje nagovarja. Ampak bi se pa kar strinjala, če bi že morala enega izbrati, potem bi bil pa to, tako kot je izbral tudi Jure, nedvomno, Jaka, nedvomno Pangu loči nebo in zemljo. Zato, ker
ta mit jaz najdlje časa poznam. In tudi že v študentskih letih sem ta mit spoznala, ne, ker nam ga je Mitja pripovedoval, pa potem kasneje smo še, mislim, Mitja se je naš profesor, ne, in potem smo še kasneje spoznavali ta mit tekom študija in že takrat me je zelo fasciniral. In sicer to, kot je že Jaka omenil, da ta Pangu raste v tem kozmičnem jajcu na začetku časa, sredi kaosa, ki je totalen, popoln nered in v bistvu on, zdaj poenostavljeno povedano, naj bi bil otrok sil Jina in Janga, se pravi sil, ki sta si nasprotujoči, ampak sta hkrati komplementarni, in ko je on 18.000 let rastel v tem jajcu in mu je potem jajce postalo pretesno in je začutil, da rabi svobodo, je od kdo ve kod potegnil sekiro in razbil to jajce. Zdaj po enih verzijah ta sekira obstaja, po drugih ne in tako naprej. To je to, kar sem prej govorila, da je zelo težko potem se odločiti, kako boš opovedal en mit, a ne? Ampak potem, ko to jajce razbije, tako kot je tudi že Jaka omenil, tišči zemljo in nebo narazen. A ne? Z rokami se upre v nebo, z nogami se upre v zemljo. Pri tem pa nebo predstavlja moški princip, simbolizira očeta, simbolizira sonce, ogenj, medtem ko pa zemlja simbolizira ženski princip, mati oziroma luno, vodo, hlad. A ne? In po 18.000 letih, ko on zemljo in nebo tišči narazen in ko končno ugotovi, da se ne bosta nikoli več združila, ker tako kot sem prej rekla, ne, Yin in Yang sta v bistvu si nasprotujoča, ampak hkrati komplementarna in vzpostavi red in harmonijo, a ne, s tem, ko ju loči, potem umre in iz njegovega telesa potem nastane ta naš čudoviti svet. In meni se je to takrat, ko sem prvič to brala, zdelo tako fascinantno, da iz njegovega telesa nastane svet, da dejansko tako kot potem pač ta mit gre, da njegova sapa postane veter in oblaki, da njegov glas postane grom, da se iz njegovega levega, da se njegovo levo oko spremeni v sonce, desno se spremeni v luno, tukaj spet Yin pa Yang, ne, princip, da iz njegovih okončin nastanejo gore, da iz njegovih žil nastanejo reke in poti, da iz njegove krvi nastanejo, iz žil nastanejo ceste in poti, iz njegove krvi nastanejo reke, jezera in morja, iz njegovega znoja naprimer nastanejo potem rosa in dež in tako naprej. Meni se je to zdelo res fantastično takrat. Včasih moram priznati, da mi je šlo kar na jok, ko sem to brala, ker se mi zdelo tako dobro napisan. No, ampak v glavnem, hkrati pa takrat, ko sem še študirala, mi je na misel hodilo to, a ne, da iz nekega konca, iz smrti se porodi nekaj novega in nekaj lepega. In takrat smo se mi veliko ukvarjali s kitajsko filozofijo, ki nam je predavala profesor dr. Jana Roškar, in jaz sem si zapomnila pač to, ker je ona vedno poudarjala, da kitajski način razmišljanja je cikličen, nelinearen, a ne, in to, da se iz Pangujeve smrti porodi nekaj novega, nekaj lepega, ta naš čudoviti svet, se mi zdel res krasno in se mi še danes zdi krasno. Tako da to je moj najljubši mit, očitno. Ja. Okay. Če bi jaz zbrala knjige, je Krab skočijo čez zmajega vrati. Tole Konfucij inštituti, ne, tako imamo tukaj, sicer Konfucij je najudarila, da človek lahko skozi uči se, ne, tako napredek. Ker tukaj je krab, če čez zmaj vrati, je že spremenja zmaj. In taka zmaj. To so mojega hčerka narisala, sem zdi čisto drugačen, kot da jaz narisala. To pomeni, da človek mora skozi potruditi, da napredek, če tudi to, ker ta krab mora nasproti čez ta vrati, to pokaže človek treba zmeraj lahko pogumi, to je simbolično, Kitajci v novo leto zmeraj na vrati naredila ta slike, da bo, če ti potrudiš,
ti lahko spremenja tvojega usoda, lahko za bodočnosti potrudi. Zato se mi zdi, to je tudi kot danes veliki Kitajci doma ali v tujini, tako celo življenje naučiš ne nehati potrudi, da usoda v tvojih rokah. In tako lahko kot krap spremenja za zmaj, samo preceza je vašega potrudi. A ne tako? Ja, res vam hvala za te pobliske v zgodbe. Za več jih boste pa mogli pogledati v kitajskih mitih in legendah. Jaz bi to, da imamo tole knjigo tukaj med nami, se še zahvalila vsem, ki ste to omogočali, Konfucijevemu inštitutu in Krkim, vsem sodelavcem, založbe Miš, Žigi za potrpežljivo oblikovanje, vsem 8 ilustratorjem, ki ste izjemno ilustrirali tole knjigo, in pa seveda vsem 4 zapisovalkam, pa mojim gostom danes, da smo odprli pogovor o knjigi, ki ji želim čim lepšo pot naprej. Hvala.